Dober dan vsem organizatorjem, predavateljem, vsem škofom, duhovnikom, diakonom, katehistinjam, katehistom in vsem drugim, ki smo se zbrali v tem cerkvenem občestvu preko spleta, kjer bomo danes čas in srce, kakor tudi misel in duha, namenili tisti središčni temi, ki nas spremlja že od lanskega septembra in nas bo spremljala ves čas naprej, in to je tema sinodalnost. Sinoda, hoditi skupaj, hodimo skupaj. Po eni strani je to nekaj, kar je, kakor sam razmišljam, zelo globoko vtkano v človeka kot bitje, ki živi z drugimi ljudmi. Ni dobro človeku samemu biti. Na samem začetku človeške zgodbe v Svetem pismu stoji ta ugotovitev in pravzaprav bi lahko rekli, da se že tukaj začne način sinodalnega iskanja, razločevanja in odločanja v človeški družbi kot takšni. Gotovo bo potem o tem več povedal še škof Matjaž. Jezusova metoda, ki jo je izročil oznanjevalcem evangelija, ki ne gredo po vsem svetu in naredijo vse narode za njegove učence, je bila spet sinodalna. Poslal jih je po 2 in 2, pošiljal jih je po 2 in 2. In ko prebiramo ali morda sami razmišljamo o tej Jezusovi metodi, naletimo na različne razlage, različne utemeljitve, bolj ali manj so pa vse uglašene na to dejstvo skupne hoje, skupnega poslušanja, skupne molitve, skupne podelitve, kar smo slišali v uvodnem razmišljanju, v uvodni molitvi, in potem tudi skupnih odločitev. V tem zadnjem času, zlasti od drugega Vatikanskega koncila oziroma dobrih 50 let, odkar je bila pa ustanovljena škofovska sinoda, papež Pavel VI je to naredil, je pa sinoda še bolj izrazito vstopila v življenje cerkve, v njeno iskanje in v njeno delovanje. Doslej je bilo to bolj izročeno, zaupano zboru škofov, ob sodelavcih seveda, vedno so bili zraven sodelavci. Zdaj je pa papež Frančišek sinodo razširil na vso cerkev in rekel bi celo onkraj cerkve, kjer je povabil, naj svoje mnenje povedo tudi tisti, ki niso formalno del cerkve, pa vendarle cerkev srečujejo, o njej razmišljajo, so do nje kritični, imajo do nje spodbude. Skratka, način dela, srečevanja in razmišljanja, ki bolj ali manj zajema ali je vsaj povabljeno k temu vse človeštvo. Po drugi strani pa ob tej širini sinodalne metode doživljamo dostikrat tudi neko stisko, kako konkretno naj sedaj mi živimo sinodo, sodelujemo v sinodi in morda se ob tem pojavljajo tudi vprašanja, kaj bo ta sinoda prinesla, kakšni bodo njeni sadovi. Tukaj bi rad posebej poudaril misel papeža Frančiška, ki je večkrat izrekel, in sicer, da sinoda ni v prvi vrsti to, kar bomo mi domislili,
zanalizirali, kar bomo mi oblikovali v takšne ali drugačne sklepe, ampak je sinoda delo Svetega Duha. In Sveti Duh je tisti, ki mu moramo biti odprti, ki mu moramo prisluhniti, ki mora ves čas zavestno biti navzoč v naših sinodalnih iskanjih, zato da bo ta sinoda res delo Svetega Duha. In na koncu bo, kakor je to vedno pri sinodi, delo celotne sinode izročeno Svetemu očetu, papežu, in papež bo tisti, ki bo predstavil cerkvi pobude in tudi sklepe te sinode. In zato bi vse ob tem, da vem, da večina stalno moli za uspeh te sinode, pravzaprav mi je bolj pri srcu, če rečemo, za Božji blagoslov našega dela, kakor pa za uspeh, ker uspeh nas lahko zelo hitro po plitvi, Božji blagoslov nas pa vedno poglablja. In da ob tem v resnici pred Svetim Duhom poslušamo Božjo besedo, poslušamo drug drugega in iz tega poslušanja iščemo predloge in spodbude, rešitve, ki bodo namenjene vsem. Zato se veselim tega današnjega dopoldneva, se zahvaljujem vsem tistim, ki ste se odzvali in smo sedaj povezani v tem občestvu našega teološkega simpozija. In prosim Svetega Duha, da nas sicer krajevno ločene poveže v eno samo skupnost cerkve v Sloveniji. Hvala lepa.